Danes v Pomurskem dnevniku. Občinski praznik. Srečanje starodobnikov. Sojenje za trojni umor. Sprostitev obiskov. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Cankova obeležuje to leto 130. obletnico delovanja. V ta namen so pripravili slavnostno prireditev, katero so združili s 23. občinskim praznikom. Gasilsko društvo in občino je ob tej priložnosti nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Pa si poglejmo, kako je potekala prireditev. Slavnostna prireditev s kulturnim programom je potekala pri Vaško-gasilskem domu na Cankovi. Na njej pa so se zbrali številni občani in drugi gostje. Ob tej priložnosti se je zbranim zahvalil tudi župan občine Cankova, ki je poudaril, da je zato, ker občina dosega, potrebno združevanje in volja več ljudi. Sam ne moreš narediti nič. Je pa res, da se pa da marsikaj narediti. Če vidiš toliko ljudi, kot je danes tu, vse so svojo prisotnostjo pokazali, da je ni vseeno, kaj je za občino Cankova danes, jutri in v prihodnje. Kar mislim, da je v tem trenutku najbolj pomembno. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je izrazil čestitke ob visokem jubileju ter se zahvalil za ohranjanje blaginje in priložnosti za življenje tudi na podeželju. Rad bi se vam zahvalil za vse, kar ste v teh 130 letih storili za te kraje, za te ljudi, za naš narod, za naš jezik. Ob tem je župan izpostavil tudi, da bo občina v prihodnje več dela namenjala temu, da bo prebivalstvo ostajalo v občini, ter da se bodo tudi mladi priseljevali na Cankovo. Kar vidim največja težava v tem trenutku, da se nam populacija piramidno stara in da je se vedno manj. Ampak jaz verjamem, da je pred nami lepa prihodnost. Da bodo ljudje gotovili, da ni vse v materialnih dobrinah, da še obstajajo tudi neke druge vrednote v življenju, in da bodo prišli radi k nam nazaj. Mi smo majhni, ampak majhnost ni vedno ovira za dosego velikih ciljev. Cenjena vrednota v naših krajih je zagotovo tudi gasilstvo. 130 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Cankova je tako pomemben mejnik in velika spodbuda za naprej. Doseženi uspehi na različnih področjih delovanja gasilskega društva v minulih 130 letih pa naj nam bodo spodbuda, da bomo svoje prostovoljno delo in humano poslanstvo vsaj enako uspešno nadaljevali tudi v prihodnje. Pri tem naj nam bo še naprej osrednje vodilo, da bo društvo odprto do vseh, ki želijo pomagati bližnjim, da bo odprto in zanimivo predvsem za mlade in da se bo spodobno prilagajati razvoju in novim izzivom. Kot poudari predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, pomeni biti gasilec način življenja kot steber medsebojne pomoči in pomemben dejavnik družbenega razvoja ter povezovanja ljudi. Vi ste pomemben dejavnik naše družbene povezanosti. Ne skrbite samo za nas takrat, ko nam je težko, ampak tudi nas sicer svojo različnostjo članstva povezujete. Po kulturnem programu in nagovorih je sledila še podelitev gasilskih odlikovanj Gasilska plamenica 1., 2. in 3. stopnje ter podelitev zahvalnih listin. Nato je bila na vrsti še pogostitev in nastop pevke Tanje Žagar. V Murski Soboti je ta vikend potekal 29. mednarodni rejli veteranov Prekmurje 2022, ki ga je organiziral Motoklub Veterani. Na njem se je zbralo več kot 60 različnih starodobnih vozil. Ljubitelji starodobnikov iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Slovaške in Avstrije so se dopoldan najprej zbrali na Obrtni ulici v Murski Soboti. Nato pa so se skupaj podali na prijetno progo po Prekmurju. Zbranih je 60 vozil iz Slovaške, Madžarske, Avstrije pa iz Hrvaške. Proga, ki je bila tokrat tekmovalna, je skupno znašala približno 78 km, zahtevala pa je tudi nekaj znanja in spretnosti. Svoje spretnosti se starodobniki so lahko tekmovalci pokazali na tekmovalno-kontrolnih točkah. Najstarejše vozilo je 29-letnik
in do 30 let starosti, ko so youngtimerji, vse vrste od 29 glavne naprej. Mimoidoči so si lahko ogledali vozila vse od 30 let starosti pa do oldtimerjev, ki so bili na trgu že leta 1929. To je tekmovanje za Slovensko zvezo. V Sloveniji je 6 takšnih prireditev in se šteje za točkovanje SBS. Prireditev je bila tudi turistično-pokrajinsko obarvana. Udeleženci so si lahko na progi ogledali Plečnikovo cerkev v Bogojini, center kulturne dediščine v Odrancih ter prostore Društva za ohranjanje tehnične kulturne dediščine Janeza Puha v Ljutomeru. Poskrbljeno je bilo tudi za dobro jedačo in pijačo. Pred ptujsko sodišče je včeraj znova stopil Silvo Drevenšek, ki je za trojni umor na predlanski božič v Gereči vasi že obsojen na dosmrtno zaporno kazen. A je višje sodišče sodbo razveljavilo, ker je v sodbi odločalo 6 namesto 5 sodnikov. Kaj so sklenili na ponovnem sojenju? Tožilstvo Drevenšku ponovno očita 3 umore na zahrbten način, ko je iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerko, nato pa pred očmi svojega 4-letnega sina še taščo in tasta. Obtožnica je ostala takšna, kot je bila modificirana na prejšnji glavni obravnavi z enakim očitkom. Ponovno je potrebno izvesti vse dokaze. Drevenškovemu zagovorniku je sicer na zadnjem sojenju uspela pritožba na višjem sodišču, ki je dosmrtno kazen razveljavilo. Ni pa uspela zahteva za selitev sojenja zaradi domnevnih pritiskov na ptujsko sodišče. V tej zadevi ni zadovoljstva, gre za tragedijo in resnično mi je težko. Obtožnica tako ostaja nespremenjena, nekoliko drugačen pa je bil tokrat zagovor obtoženega, ki trdi, da so za trojni umor krive njegove težave z alkoholom in da v življenju ni storil nobenega prekrška. Sicer je bil danes zelo zgovoren, proti prejšnjemu sojenju povedal tudi, da ga je dejansko zelo šokiralo in presenetilo, ko je dobil kazen dosmrtnega zapora izrečeno. Kot je povedal odvetnik oškodovancev, je pod tožbo grozljivo kaznivo dejanje. Obtoženi pa se skuša z alkoholom in ostalimi izgovori zgolj reševati. Pod obtožbo je resno kaznivo dejanje, gre za več umorov in seveda je že mu bila izrečena kazen smrtnega zapora in seveda zdaj se poskuša reševati. Prva obtožnica zoper Drevenška je bila sicer vložena junija lani, od takrat naprej teče tudi rok za njegov pripor. Tožilstvo pričakuje, da bo sojenje končano pred koncem poletja. Naslednja obravnava bo že to sredo. V Splošni bolnišnici Murska Sobota so prejšnji teden ponovno sprostili omejitve za obiskovalce. Obiski so tako odslej možni na vseh oddelkih, vendar pa zgolj ob določenih pogojih. Po številnih omejitvah in prepovedih obiskov zaradi epidemije lahko tako svojci odslej ponovno obiščajo bolnike. In sicer obiski so dovoljeni na vseh oddelkih ob torkih in četrtkih med 14. in 15. uro. Velja pa pogoj, da lahko pride na obisk zgolj ena zdrava oseba, obisk pa lahko traja največ 15 minut. Ob tem velja izjema za kritično bolne in umirajoče paciente. Tam so obiski omogočeni ves čas po presoji zdravnika. Za otroke, ki so sami hospitalizirani na otroškem ali ORL oddelku, so obiski za starše ali skrbnike dovoljeni vsak dan med 14. in 16. uro. Za očete novorojenčkov pa vsak dan med 15:30 in 16. uro. Kljub sprostitvi ukrepov pa v soboški bolnišnici še vedno opozarjajo na previdnost in upoštevanje navedenih pogojev za obiskovanje. Prav tako je še vedno priporočljiva uporaba zaščitne maske. Poletna sezona je že v polnem zamahu, v gostinsko-turistični panogi pa se pojavljajo številne težave. Primanjkuje tudi do 10 000 osebja, zanimanja za to vrstno delo pa skorajda ni. Kaj je razlog za to in kakšne so možne rešitve? Kot nam razloži predsednik upravnega odbora sekcije za gostinstvo in turizem Blaž Cvar, je v panogi gostinstva in turizma trenutno velik primanjkljaj kadra. Po njihovih ocenah se namreč v tem trenutku išče nekje 10 000 ljudi, kar pomeni, da imamo okrog 25% primanjkljaja kadrov v tej panogi. Velik razlog za pomanjkanje delavcev je pustila tudi epidemija. Številni so se namreč takrat zaradi zaprtja gostinskih in turističnih obratov odločili, da se preusmerijo v druge panoge. Prav tako zanimanja za delo v gostinstvu in turizmu praktično ni, oziroma je čedalje manj takšnih, ki bi to delo opravljali z veseljem.
Kot doda Cvar, se v gostinsko-turistični panogi že nekaj časa izpostavlja zgolj negativne zgodbe, da je treba delati tudi popoldan za vikende in praznike ter da so delavci slabo plačani. So pa vseeno tudi v tem poklicu številne prednosti. V prihodnje se bodo tako na sekciji za turizem in gostinstvo trudili, da bodo z različnimi promocijami skušali postaviti to negativno plat v ozadje ter prikazati, da je ta poklic lahko tudi lep in dinamičen. Za to delo bodo skušali prepričati tudi več mlade generacije. Ob začetku priprav smo se še zadnjič ozrli na minulo sezono črno-belih. Ste vedeli, da so Primorje v zadnji izvedbi državnega prvenstva slovenskim nogometašem ponudili največji delež minutaže? Več o tem ter druge zanimive novice pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 23, v Lendavi 20, v Murski Soboti in Radencih pa 24 stopinj Celzija. Po noči bodo nevihte prehodno zajele večji del države, vmes bodo tudi nalivi. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 15 do 16, dnevne pa od 24 do 26 stopinj Celzija. Do četrtka zjutraj bodo plohe in posamezne nevihte od zahoda znova zajele večji del Slovenije. Padavine bodo čez dan od zahoda počasi slabele in na Primorskem tudi ponehale. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja, postalo bo hladneje. V petek bo sprva oblačno, rahel dež bo povsod ponehal. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, pihal bo okrepljen severni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 13 do 16, čez dan pa od 19 do 25 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nas videnje do jutri.